Lepo pozdravljeni, gospod župan, dr. Milan Balažic. Spoštovanje. Tale mandat se neminovno izteka in seveda kmalu bomo vstopili v čas volilne kampanje, zatem pa seveda v volitve. Morda danes prav, da nekoliko potegneva črto, gospod župan, pa tudi vi seveda poveste, kako ste vi ta mandat občutili, kako ste ga doživljali, kako ste delali. 4 leta so, kot ste sami povedali, hitro naokrog in lahko rečem, da bomo ljudem predstavili okrog 60 uresničenih projektov, od največjih do manjših. Največji vsekakor je nov prizidek k osnovni šoli in športna dvorana, pa potem nadstrešek nad poslovilnim prostorom, 2 kapelci smo predstavili z 2 križišči, pri Čaježu pod Limbarsko goro in na Grmačah, pa novo otroško igrišče, pa kilometri novih cest, mostov, vodovodov, kanalizacije, nove ulične razsvetljave in tako naprej. Lahko bi naštevali te stvari. Podal bom poročilo o delu, tako da bodo ljudje si ustvarjali svoje mnenje in potem tudi odločali. Ko sem prvič kandidiral, sem takrat se zavezal, da bom poskušal v nekem časovnem ciklusu 8 let spremeniti pa razviti Moravško dolino. Zdaj je že viden ta razvoj v prvih 4 letih. Seveda želimo gospodarsko razvijati našo moravško občino, želimo seveda nova delovna mesta, želimo, da čim več ljudi sodeluje pri odločanju, kako gremo naprej, v kateri smeri, in na koncu tudi to, kar ste povedali, to je pa okoljska zaščita naše ogrožene, čudovite Moravške doline, ker se mi zdi, da smo tudi začrtali neko novo politiko, na kateri mislimo vztrajati. Ta politika je pa lahko izrečena v enem stavku, da ne želimo onesnaževanja Moravške doline in na tem bomo vztrajali in tudi v bistvu ne samo omejevali podjetje, ki to počenja, podjetje Termit, ampak imamo tudi dogovorjeno z strokovnjaki načrt, kako bi rešili to podjetje in ga preusmerili v bolj zelene vode z tudi višjo dodano vrednostjo, višjimi plačami in podobno. Skratka, če potegneva črto, kot je bilo rečeno, trdo smo delali, kar veliko je bilo narejenega, ne vse, daleč od tega. Tisto, kar nam ni uspelo, je to, da bi začeli z gradnjo doma starejših občanov, vendar pa lahko povem, glede na to, da sem se pravkar vrnil z ministrstva za delo, da smo skupaj na kratkem in uspešnem sestanku ugotovili, da je pa zdaj vse pripravljeno za začetek gradnje. Imamo zemljišče, imamo gradbeno dovoljenje, imamo sporazum z državo, država je poskrbela za denar, tu imamo skratka podporo Domžalskega doma, ki bo tudi sodeloval v tem projektu. Skratka, na ministrstvu za delo je, da bomo rekli, pripravi razpis za izvajalca in potem bomo zasadili lopato. Tako da smo tik pred končno, zdaj pa lahko dejansko tudi potrdim tik pred tem, da začnemo tudi z gradnjo tega projekta in dokler ne bo dom stal, bom rekel, sem zavezan temu, da poskrbim tudi za ta projekt, da bo uresničen. Moram še ostati pri ekologiji. Vi ste nekako bili prvi tu v tem koncu, ki je dvignil glas, ki je jasno povedal, da se takšne stvari ne smejo dogajati. Zadevo ste odprli v javnost, o tem je bila obveščena cela Slovenija in seveda je spodbudilo tudi še druge podobna razmišljanja. In jaz v tem vidim to pozitivno stvar vašega početja, ne glede na rezultate, ki so bili doseženi ali ne. Župan, je bila ta odločitev pravilna, res je, da ste si s tem prislužili 10 in več tožb, ampak vendarle, kako zdaj gledate na to? Ja, jaz mislim, da smo se skupaj odločili pravilno. Če pogledam nazaj, sem jaz v volilni kampanji leta 2018 od ljudi slišal, kako in kaj se dogaja. Sam prej nisem bil najbolj posvečen v to, kako Termit onesnažuje, kako kritična je situacija.
kako vse to ogroža ljudi, predvsem te, ki živijo okrog termitovih deponij. Tako da moram reči, da sem se takrat zavezal pri ljudmi, to je bila tudi jasno izražena politična volja večine volivcev v Moravški dolini, da želijo imeti čisto in zdravo življenje v tej dolini. Jaz sem se tem besedam mojih volivcev zavezal in potem smo v bistvu začeli. Naš namen ni bil konflikt, daleč od tega. Naš namen je bil, da se usedemo s predstavniki Termita, se pogovarjamo in dogovorimo, kako skupaj naprej. Žal je bil odziv takšen, da ga lahko označim samo za ignorantskega, se pravi, kdo se bo z nami domorodci pogovarjal. Nikoli to podjetje ni pravzaprav se pogovarjalo z predstavniki občine, ker so lahko počeli, kar se jim je tako rekoč zahotelo. Zdaj, ko smo postavili pa merila, pa omejitve, pa predvsem pa nujo spoštovanja naše ekološke zakonodaje, zaščite okolja, pa seveda so težave. Jaz sem ves mandat, sami se boste spomnili, vsake nekaj mesecev ponudil roko vodstvu Termita, direktorju Sarjancu in ostalim. Vsakič je bila zavrnjena. In žal moram ugotoviti, da očitno ni volje z druge strani, da bi skupno začeli reševati probleme. V tem smislu lahko samo rečem, da če bom znova izvoljen, bomo to politiko zaščite Moravške doline nadaljevali, jo tudi stopnjevali. Termit bo moral upoštevati zakone in tudi voljo moravških ljudi. In hkrati pa želimo seveda tudi Termitu pomagati, da ohrani delovna mesta in da ga preusmerimo v bolj zelene vode. V tem smislu smo pripravljeni absolutno pomagati. Zato pa rabimo tudi sogovornika na drugi strani in upam, da bo tudi ljudi v Termitu, vodstvene ljudi predvsem srečala pamet in da bodo ugotovili, da brez občine, v kateri delajo, pač ne morejo voditi tega podjetja. Tako da, kaj ne rečem, gremo na zeleno naprej in ljudje so lahko prepričani, da z menoj dobijo glavnega zagovornika svojih pravic do zdravega okolja. V zadnjem obdobju ste nekaj krepkih povedali tudi ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, razjezila vas je njegovo razmišljanje in početja. Res je, pred časom sem obiskal ljubljanskega župana Zorana Jankovića in tudi on ni pokazal kakšne velike pripravljenosti. On je rekel, da pač dokler ima to luknjo, kot se je izrazil, v Moravčah, bo vozil sem, čez nekaj let bo pa bojda preusmeril svoje toplarne na plin, čeprav se mi zdi, da zdaj, ko je kriza s plinom, se zna to nekoliko odmakniti, kar pomeni, da skratka bomo še naprej vztrajali na temu, da ta elektrofilterski pepel, ki je poln težkih kovin, je radioaktiven, skratka je strupen, ne bodo vozili v Moravško dolino. Skratka, treba je najti neko drugačno rešitev. Ljubljana kot veliko glavno mesto mora to rešitev najti. Mi pa skratka želimo, da se s tem preneha, da se prekine pogodba s Termitom in da torej vse tisto, kar je bilo že onesnaženo, pravzaprav na novo zelenimo in poskrbimo za to, da bodo ljudje živeli varno ob Termitu. Žal moram reči, da sem pa razočaran nad ljubljanskim županom in njegovim odzivom, ker se mi zdi, da je to nek predmoderen odziv človeka, ki ne razmišlja ekološko. Vsi pa vemo, da nam narava vse bolj streže po življenju in da naša dejavnost pravzaprav povzroča takšne podnebne spremembe in zakopavanja takšnih strupov, ki nam bodo kmalu začela jemati edini prostor, kjer živimo, se pa ta prostor, ta naša tla, kjer pridelujemo pridelke in od katerega živimo. Tu pogajanj ne more biti, ali bomo živeli v sozvočju z naravo, ali pa preprosto bomo začeli sami sebi zavezovati štrik okrog vratu. Zagotovo. Župan, pa če se ozreva še nekoliko na aktualne projekte, ki tečejo v tem trenutku, seveda zdaj časa je še nekaj do zaključka mandata. Kaj zdaj predvidevate, župan, kaj se bo vse lahko zaključilo še v tem času?
Kakšna je vaš pogled na to? No, sam nisem načrtoval za zadnje 2 meseca mojega mandata kaj posebnega, preprosto zaokrožamo en del projektov. Šola z športno dvorano bo nekje zaključena prihodnjo pomlad, nekje april, najpozneje maja. Računamo, da bomo, če bo zima mila, že po zimi začeli z izkopom za dom za starejše občane. Tu je kar nekaj novih pomembnih cestnih povezav, glavna je v smeri od Moravč proti Negastrnu in potem proti Lukovici. Tam se zdaj tudi končno prenavlja Tomažetov mlin, kot rečemo domačini, ki je bil tudi neke vrste ovira za to, da bi voda v takšnih velikih nalivih hitreje zapustila Moravško dolino, tako da bomo naredili dolino bolj varno, tudi kar se tiče poplav. Tu so skratka drugi projekti, bom rekel, tudi socialne narave, kulturne narave. Usedel se bom tu z društvi, da vidim, kako bomo v prihodnje pomagali lahko razvoju moravške kulture, ki je bogata, pa športnim društvom, nogometu. Pripravljamo otvoritev 2 novih manjših skakalnic s plastiko na Belneku, kjer bomo začeli razvijati nek tak zimsko-poletni športni center, prilagojen moravškim potrebam, ker bo seveda glede na našo tradicijo skakanje glavni šport in tako naprej. Skratka, da ne utrujam, stvari tečejo normalno, sredstva imamo na voljo, se bomo pa še posebej trudili tudi v tem mandatu, bom rekel, smo veliko sredstev potegnili od države in evropskih sredstev, tako da tudi v naslednjem mandatu, glede na to, da imamo majhen proračun, ker smo majhna občina, da bomo morali si podajati kljuke v Ljubljani, vedeti, kam se obrniti, kater je tisti človek odgovoren za to, da se potem skratka pripravijo sredstva in da potegnemo za Moravče najboljše, kar se le da. Torej, bi rekel na koncu, pred nami je veliko načrtov, tudi za naslednji mandat se mi zdi, da dela ne bo zmanjkalo. Važno je, da se Moravška občina razvija in da dvigujemo kvaliteto življenja v tej dolini in to je najpomembnejše. Vse ostalo je pa v rokah ljudi. Hvala lepa, župan. Zdaj jaz upam, da se še enkrat pred volitvami srečava v taki obliki, seveda v najini oddaji. Če pa se slučajno ne, se pa tudi vam jaz zahvaljujem za sodelovanje. Meni je bilo prijetno sodelovati z vami, vedno ste bili korektni, ste upoštevali termine, ste upoštevali naše želje, kdaj se lahko oglasimo. Skratka, želim vam seveda veliko uspeha do konca mandata in tudi kasneje na volitvah. Seveda pa se še srečava. Tudi vam želim vse dobro in hvala za res prijetno sodelovanje. Hvala lepa.